vlogu. Mi smo se danes poslovili od tega placa. V bistvu bi tle ostali verjetno še kakšen dan, skoraj sigurno. Če ne bi midva jutri praznovala 10. obletnice. In ker je to tak poseben dan, sva se odločila, da ga tudi posebno preživiva. Glede na to, da bo jutri dež in da bi bila verjetno itak noter v kemperju. Če bi šla kam na večerjo, bi kar drago plačala, tako da sva se odločila, da raje ta denar investirava in za eno noč najameva eno kočo. Tako da danes bomo šli tja v bližino, tam prespali in jutri se za en dan preselili iz kemperja, kar nam bo kar težko, ker v skoraj 4 letih še nisva spala izven kemperja, oziroma sva v šotoru, ampak ne pa v hiši, tako da bo kar čuden. Ampak ja, sva se vseeno odločila, zato ker ima savno, pa sva rekla, da se malo razvajava za ta dan. Smučišče Selen je eno največjih in najbolj priljubljenih smučišč v severni Evropi. Kljub le 300 metrov višinske razlike ponuja več kot 100 kilometrov smučarskih prog. Obiskovalci lahko uživajo tudi v teku na smučeh, sankanju in drugih zimskih aktivnostih. Midva sva se že udomačila v tejle kočici in kar mal ne morava verjeti, koliko so navdušena nad določenimi stvarmi, ki so res čist normalne, ampak so midva v skoraj 4 letih v kemperju že čist pozabila nanje in kako izgledajo recimo pomivalni stroj ali pa neomejena voda ali pa mikrovalovka, pečica, tako res čudno vse skupaj. Ali pa že sam sedeti za normalno mizo na normalnem trdem stolu, pa se uleči na normalen kavč.
Sploh pa ja, kamin in sauna, ki jo bova šla zdaj sprobati, sta sploh posebna te hiše, oziroma zato sva sploh se odločila, da jo najameva. In sva zelo navdušena, sva že pojedla kosilo, nazdravila in ja, zelo uživava. Ja, res je fajn. Lahko še kot zanimivost povejo, da ta človek, ki oddaja to hišo, je iz Štokholma in dejansko gre tukaj čist na zaupanje, da nič ne uničiš in da pospraviš. Med drugim tudi recimo drv ni, ko prideš, ampak si jih moraš sam priskrbeti, kar midva nisva vedela, ampak nam je pol povedal, da si jih lahko 2 kilometra stran v trgovini kupva, čist normalna trgovina z živili, tam na blagajni predajajo pa tudi drva v vrečah, tako da sva se mogla tja zapeljati in zdaj že lepo kurimo. Ja, tudi tako zelo je prijazen in ja, zjutraj vse moraš sam pospraviti in daš ključ v eno škatlico s kodo in naslednji gost isto naredi, tako da v bistvu on s kočo nima nič dela, razen če se seveda kaj poškoduje ali pa karkoli. Ja, res ful dobro, da to dejansko tudi v praksi funkcionira. Ja. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija!